Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Cerkev v Sloveniji se veseli dveh novomašnikov. Prav danes bosta Matija Golob in Ambrož Brezovšek v domačih župnijah Šmartno pri Litiji in Vojnik obhajala novo mašo. Mašniški posvečeni sta bili pred tednom dni, prisluhnili bomo, kakšno popotnico sta novomašnikoma dala nadškof Stanislav Zore in škof Stanislav Lipovšek. Prav tako bomo pogledali še, kakšen jubilej duhovništva. K poslušanju oddaje vas vabim Rok Mihevc. Radijska oznanila. Lepo pozdravljeni na 14. nedeljo med letom, nedeljo Slovencev po svetu in poglejmo, kaj bo prinesel ta teden. Svetniki v tem tednu. Jutri godujejo škof Vilibald, škof Odon Španski in opatinja Edelburga. V torek godujejo škof Kilijan, papež Hadrijan III in škof mučenec Prokopij Palestinski. V sredo godujejo duhovnik Avguštin Džao Rong in drugi kitajski mučenci, opatenja Veronika Giuliani in mučenka Anatalija. V četrtek godujejo redovnica Amalija Ljubica, mučenka Rufina in menih Antonij Pečerski. V petek godujejo opat in zavetnik Evrope Benedikt, kneginja Olga Kijevska in škof Oliver Plamket. V soboto godujeta mučenca Mohor in Fortunat, pa še redovni ustanovitelj Janez Gvalbert in mučenec Nabor. In v nedeljo godujejo kralj Henrik Hinko, opatinja Mildreda in redovnica Klelija. Prihodnje nedelja bo 15. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v župniji Smlednik praznovanje farnega zavetnika in 180. obletnice rojstva Jakoba Aljaža. Slovesna maša bo ob 9. daroval jo bo nadškof Zore. Po maši bo blagoslov do prstnega kipa Jakoba Aljaža. Danes bosta slovesnosti novih maš, ob 9. bo novo mašo daroval Matija Golob v Šmartnem pri Litiji, ob 10. pa brat Ambrož Brezovšek v Vojniku. Popoldan ob 16. bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod, sveto mašo in molitvijo za Grozdetovo kanonizacijo. Drevi bo v Murski Soboti, v stolnici svetega Nikolaja, svetoletni shod dekanije Lendava. Ob 18. bo molitvena ura in ob 19. sveta maša. Petek. V petek bo na Brezjah v baziliki Marija Pomagaj srečanje za bolnike z rakom. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša, po njej pa še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. To sveto mašo bomo tudi neposredno prenašali v našem radijskem programu. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v Borovnici ob 10. sveta maša in spominska slovesnost za pokojne Vičičeve in druge žrtve komunističnega nasilja. Prihodnjo nedeljo bo v Gornjem gradu praznovanje svetih Mohorja in Fortunata, ob 10.30 bo maševal nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo pri Svetem križu nad Belimi vodami romarski shod, ob 10.30 bo sveta maša in telovska procesija. Prihodnjo nedeljo bo na Rimšniku v podružni cerkvi svetega Pankracija na Radeljci 10. srečanje na meji dveh škofij, Gradec in Maribor. Ob 11. bosta somaševanje vodila graški škof in mariborski nadškof. Lepo in blagoslovljeno nedeljo in teden, ki sledi, vam želim. Najprej poglejmo v Celje. Na slovesni praznik srca Jezusovega je bil prejšnji petek v duhovnika posvečen kapucin brat Ambrož Brezovšek, tudi naš nekdani sodelavec. Posvetil ga je škof Maksimilijan Matjaž, zaradi prijateljskih vezi z družino pa je pridigal škof Stanislav Lipovšek. Oba sta mu izrazila podporo in obljubila molitve.
Kljub vročini se je v celjski stolnici svetega Danijela zbralo veliko število vernikov, vojniških faranov, duhovnikov, sobratov, diakonov, redovnic in ljudi dobre volje. Zbrali smo se, da doživimo dotik Božje ljubezni skupaj z našim bratom Ambrožom, ki bo danes postal Kristusov duhovnik. Nanj bomo položili roke, nanj se bo Gospod milostno ozrl na poseben način in on bo lahko ponovno in dokončno izrekel to besedo, ki jo nosi v svojem srcu, ki jo je prinesel do tega svetega trenutka, Gospod, v tvoje roke. Dragi Ambrož, vsi bomo v tem trenutku, pri tem svetem trenutku s teboj, bomo molili zate, bomo molili pa tudi za vso cerkev, da bi vredno, s hvaležnostjo sprejela ta Božji dar duhovniškega poklica. Bog se nam prav v tem, morda še na poseben način, razodeva kot Bog ljubezni, ki nas ljubi, kakor pravi danes apostol Pavel v Berilu, ljubi tudi takrat, ko mi te ljubezni nismo vredni, ko sprejema naše šibkosti, pa tudi naše moči, našo voljo, naše življenje, da bi po njem spremenil najprej nas in potem ljudi in svet, kamor nas pošilja. Na to poslanstvo stopa danes naš dragi brat. Vsi skupaj bomo molili zanj, prosili pa bomo najprej Božjega usmiljenja zase, da nas Gospod očisti vsega tistega, kar nas na tej poti za njim uvira, da nam osvobodi srce, da nas napolni z zaupanjem, z vero in ljubeznijo, da on vodi in on prenavlja. V tej veri naj se zgodi tudi ta sveti trenutek. Je dejal škof posvečevalec Maksimilijan Matjaž. Pridigar, škof Stanislav Lipovšek, pa se je uvodoma zahvalil staršema Ambroža, Ani in Karliju, da sta vzgojila 6 otrok in duhovni poklic. Spomnil je namreč, da mašniško posvečenje obhajamo v času, ko se soočamo z zaskrbljujočim pomanjkanjem duhovnih poklicev. Vendar so tu, hvala Bogu, vsaj nekatere izjeme. Že v stari zavezi in tudi novi zavezi poznamo tako imenovani sveti ostanek. To so tisti ljudje, ki ostanejo zvesti Gospodovi postavi in njegovemu evangeliju. In to so nosilci odrešenja. Na neki način bi lahko tudi vojniško župnijo lahko rekli, da so v njenem večstoletnem obstoju, vse od leta 1613, vedno bili ljudje, sveti ostanek, nosilci odrešenja, ki so poskrbeli za duhovno poslanstvo župnije, tudi za duhovne poklice. Ko je v teh letih iz nje išlo 27 škofijskih duhovnikov, 4 redovniki in 20 redovnic. V 20. in 21. stoletju, to se pravi od leta 1900 dalje, iz vojniške župnije je išlo 14 duhovnikov, od katerih še 6 živih. In zanimivo, da je bil med temi duhovniki prvi pater Manfred Koren, kapucin, doma iz Zadobrove, posvečen 1929. In zadnji je tudi kapucin, to si ti, brat Ambrož, posvečen danes, v svetem jubilejnem letu 2025. Danes na slovesni praznik srca Jezusovega, ki nam razodeva vse spoznanje presegajočo ljubezen Božjo, ki se uresničuje v odrešenskem delu Jezusa Kristusa, ki kot dober pastir skrbi za nas. Tega se vsi prisrčno veselimo in hvalimo Gospoda za podeljene darove. Še posebej še mi, živeči duhovniki, redovniki, stalni diakoni in redovnice. Veseli smo, da ti, Ambrož, nadaljuješ dragoceno duhovno izročilo vojniške župnije. Naj mu dovoljeno, da še malo nadaljujem to razmišljanje, željo in prošnjo,
ki gotovo napolnjuje naša srca. In to je želja in prošnja našemu Gospodu Jezusu Kristusu, da bi to mašiško posvečenje in tudi novomašno slavje bilo močno vabilo in spodbuda, da bi vojniška župnija in vse naše župnije v večji meri postajale žarišče vedno novih duhovniških in redovniških poklicev, da bo danes in jutri prav poskrbljeno za duhovni blagor vernikov. Cerkev se je vedno zavedala, da je duhovni poklic božje in človeško delo, da se tu vedno znova skrivnostno uresničuje Jezusova prilika o sejalcu in semenu. Božji sejavec, Jezus Kristus, je vedno na delu. Božja sveta je obila, seme, in to pomeni kal duhovnega poklica, pa žal ne pade vedno na rodovitno zemljo, ampak zaide marsikje med trnje in bodičevje, drugot na kmenita tla, spet drugot na izhojna tla, kjer ne more vzkaliti, pa priletijo ptice in ga pozobljajo. Jezusova prilika s to različno zemljo, na katero pade seme Božjega klica, misli na naša srca, na našo pripravljenost, da zaslišimo, da sprememo in sledimo Božjemu klicu. In podobno kot kmet na polju poskrbi za dobro zemljo, da mora seme obroditi, tako imamo tudi pri duhovnem poklicu imeniten pripomoček, vabilo in spodbudo, ki pripravlja rodovitno zemljo in ustvarja ugodne pogoje za rast duhovnih poklicev. In to je molitev, ki rojeva bogato, živo in dejavno krščansko življenje. Za vse molitve se je na koncu zahvalil provincial kapucinov Primož Kovač. Danes doživljamo sad te molitve. Naj bo to res hvaležnost, tudi za to našo molitev, dobre duhovnike, svete duhovnike za nove poklice in pa spodbuda. Splača se moliti. Prihajajo tudi sadovi. Video in foto utrinke z mašniškega posvečenja pa najdete na našem Facebook profilu in spletni strani. Nadaljujemo z mašniškim posvečenjem Matija Goloba v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, ki je bilo na praznik apostolov Petra in Pavla. K temu življenjskemu dogodku so ga pospremili člani družine, prijatelji, župljani in drugi verniki. Več v prispevku Mete Potočnik. Diakon Matija je v stolnico vstopil med slovesnim pritrkavanjem in v spremstvu množice sobratov duhovnikov, med katerimi je bilo tudi nekaj članov njegove širše družine. Spremljali so ga namreč brat Martin Golob ter dva strica. Posvečevalec nadškof Stanislav Zore se je posebej zahvalil novomašnikovim staršem in bratom, s katerimi je skozi otroštvo zrasel v moža, ki se je pripravljen ves in scela izročiti Kristusu in njegovi cerkvi. Duhovništvo je vedno odgovor na klic Kristusa in njegove cerkve. Nikoli ne more biti zasebna pobuda posameznika, ampak je vedno skrivnosten pogovor med tistim, ki kliče, ker ljubi in v tej ljubezni izbira, ter tistim, ki posluša, prepozna povabilo in začuti, da mora odgovoriti, ker je v tem odgovoru izpolnitev njegovega življenjskega poslanstva, pa ne samo poslanstva, njegovega življenja kot takega. In zato mora tisti, ki povabilo sliši, odgovoriti s tukaj sem. Kakor je odgovoril Samuel, ko ga je ponoči nagovarjal Božji glas. Kakor je rekel Jakob, ko ga je Bog poklical, ko je sanjal o lestvi do nebes. Kakor je rekel Izaija, ko ga je Bog poklical za preroka. Tukaj sem, pošli mene. Ali pa kakor je odgovorila Marija, ko jo je nagovoril nad angel Gabriel, glej, dekle sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zato si tudi ti, dragi diakon Matija, odgovoril, tukaj sem. Po Božji milosti in z njegovo pomočjo si prišel do tega trenutka, v katerem tvoja pot, tvoja priprava dozoreva v končno odločitev. Ves se bom dal Gospodu in svetemu Božjemu ljudstvu.
Morda se zdi težko razumljivo in sprejemljivo, da poklicani ne more odlašati z odgovorom. Morda tako dolgo, da bi se razmere spremenile. Ne more odlašati, dokler razpoloženje v svetu ne bi postalo odprto za sporočilo cerkve in za oznanilo evangelija. Ne more odlašati, dokler na klic ne bi odgovorilo zadostno število povabljenih, da bi se zdelo, da se je razmerje med močmi in potrebami vsaj deloma uravnovesilo. Poklicani mora odgovoriti, ko prejme povabilo. Matija, ti si izrekel svoj tukaj sem. Pripravljen sem stopiti za teboj, Gospod. V resnici si pripravljen iti za Gospodom, kamorkoli bo šel, kamorkoli te bo poslal. Kristus te ne slepi s praznimi obljubami, z besedami brez vsebine. Nadškof je v pridigi omenil nevarno bolezen v otroštvu, ki so jo zdravniki rešili na priprošnjo božjega služabnika, škofa Friderika Ireneja Baraga. Le-ta ima pomembno mesto v novomašnikovi družini. On se je že v otroštvu dotaknil tvojega srca. Ne mislim po bolezni, ki so jo zdravniki uspešno ozdravili. Hvala Bogu. Jezus se je tvojega srca in življenja vse družine dotaknil po močni in trdni veri, iz katere je vztrajno živela za upanja polna molitev v Božjo pomoč in v priprošnjo božjega služabnika škofa Friderika Ireneja Baraga. Od takrat naprej ostajaš povezan z zgledom tega svetniškega škofa in od tedaj naprej v tvojem življenju odmeva spoznanje, ki je več kot spoznanje, ki je daritev. Le eno je potrebno. Res je. Samo eno je potrebno, da daš svoje življenje zanj, kakor si sam rekel. Na misel mi prihaja in pravzaprav tudi upam, da morda ne bo potrebno, da daš svoje življenje zanj. Nujno pa je, da daš svoje življenje njemu. In Gospod ga bo porabil, da bo po tebi ljudem prinašal sporočilo, čudovito sporočilo, da je Bog Oče. Kako skoraj neverjetno je v tem svetu to spoznanje, ko se vse peha za koristjo in dobičkom, ko je pri mnogih vodilo življenje užitek in blagostanje, je oznanilo, da je Bog Oče, ki ljubi vse ljudi, v pravem pomenu vdor odrešenja v to predsobo pekla, v kar ob vseh vojnah, nasilju, izkoriščanju človeka, vse splošnem nespoštovanju in zlorabah ljudi spreminjamo ta svet. Bog je Oče. Ta Oče se te je dotaknil v tvojem srcu. Na srce ti je položil pečat ljubezni, da boš mogel njegovo ljubezen prinašati vsem, čisto vsem, brez izjeme, Matija. Na poseben način, v skrivnostni moči Jezusovega naročila boš ljudem v njegovem imenu odpuščal grehe. V glavnem na skrivnem, v polmraku spovednice boš v službi Božjega usmiljenja. Zdi se mi, da te poteze v Božjem obrazu ne bomo nikoli popolnoma razumeli. Do konca se nam bo razkrila šele, ko ga bomo v uri smrti zagledali iz obličja v obličje in doživeli največje presenečenje svojega življenja. Ti boš v molitvi odveze, kot služabnik usmiljenja ljudem, ki bodo prihajali po odpuščanje in osvoboditev, prinašal mir in spoznanje, da Bog ljubi vse ljudi, tudi grešnike. Morda grešnike še bolj, ker potrebujejo njegovo ljubezen, da bi spet mogli začeti ljubiti. Povejmo še to, da po dostopnih podatkih v Šmarju pri Jelšah že 6. leto deluje propedevtični letnik. To pripravljalno leto pred vstopom v bogoslovje obiskuje 5 fantov. Vseh škofijskih bogoslovcev pa je trenutno 19, vključno z novo posvečenim diakonom. Molimo zanje, da bodo celostno zoreli za duhovniški poklic in se bomo skupaj z njimi v prihodnosti veselili novomašnikov. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina
in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V teh dneh smo poleg dveh novih maš veseli tudi duhovniških jubilejev. Prejšnjo nedeljo je bila v župniji Šentvit pri Stični srebrna maša župnika Izidorja Grošlja. V soboto je tudi župnija Dravlje imela prav posebno slovesnost, zlato mašo treh slovenskih jezuitov, patra Frančka Krambergerja, patra Janeza Srake in patra Janeza Mihelčiča. Dogodek, ki je zbral številne vernike, sorodnike, prijatelje in sobrate, je bil prežet s hvaležnostjo, spoštovanjem in molitvijo za 50 let duhovniške zvestobe in služenja, so zapisali na spletni strani župnije Dravlje. In dodali, da 50 let duhovništva ni le številka, temveč pričevanje vere, vztrajnosti in ljubezni do Boga in bližnjega. Upokojeni nadškof Franc Kramberger pa je na praznik svetega Petra in Pavla v župnijski cerkvi v Lenartu v Slovenskih Goricah praznoval diamantni jubilej mašništva in 45-letnico škofovskega posvečenja. Pri sveti maši se mu je zahvalilo 50 duhovnikov, upokojeni nadškof Marjan Turenšek, redovne sestre in številni verniki. Somaševanje je vodil nadškof Alojzij Cvikl. Prispevek Marjane Debevec. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril veličino Krambergerjevega duhovniškega poslanstva in njegovo pričevanje vere, ki je močno zaznamovalo mariborsko nadškofijo. Ko hodim okoli po župnijah, se verniki še vedno s hvaležnostjo spominjajo svojega dolgoletnega pastirja in poudarjajo, kako si bil preprost, skromen in dostopen. V tebi gledajo človeka vere, ko življenje potrjujejo besede. Spomnil je tudi na preizkušnje, ki jih je nadškof Kramberger prestal z globoko vero. Hvala ti, nadškof Franc, tudi za vzgled, kako stopati po poti križa. Hvala ti za pričevanje tudi v težkih trenutkih za našo nadškofijo. Čutil sem vedno moč tvoje molitve in vere, ki zaupa in upa proti upanju. Slovesnost so zaznamovali trenutki hvaležnosti, ganjeni pogledi duhovnikov, ki jih je nadškof Franc Kramberger posvetil in jim bil pastir večino njihovega duhovniškega življenja. Ob sklepu se je slavljenec zahvalil prav vsakemu, ki je sodeloval pri slovesni sveti maši in nato dodal. Naše zahvali pa pridružimo prošnjo, Gospod duhovniku nam daj, duhovnikov osnovnevalcev evangelija, duhovnikov delivcev Božje skrivnosti, duhovnikov pastirjev, duhovnikov svetnikov. Predstavniki župnije Lenart, nadškofovi sorodniki in župan Janez Kramberger so nadškofu Krambergerju izrekli zahvalo za njegovo služenje. Domači župnik Marjan Pučko pa mu je v imenu vseh zaželel, da bi ga še naprej spremljala Božja moč in zdravje. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Poglejmo še nekaj novic. Iz tiskovnega urada Katoliške cerkve so sporočili, da bo škofovsko posvečenje novega soboškega škofa, dr. Janeza Kozinca, v nedeljo 14. septembra ob 16. uri v župnijski cerkvi Povišanja svetega križa v Črenšovcih. Več o tem Alen Salihovič. Novi soboški škof Kozinc bo v soboto 13. septembra zvečer ob 19. uri v soboški stolnici po molitvi večernic v pričo nuncija in drugih škofov ter ob navzočnosti duhovnikov in vernikov soboške škofije izpovedal vero, kar določa zakonik cerkvenega prava, je povedal voditelj pastoralne službe škofije Simon Štihec. Naslednji dan, v nedeljo 14. septembra, pa bo ob 16. uri potekala slovesnost škofovskega posvečenja. Dr. Janez Kozinc bo posvečen v škofa v župnijski cerkvi Povišanja svetega križa v Črenšovcih. To je največja cerkev v škofiji, ki lahko sprejme tudi največ ljudi in ima tudi dovolj prostoren prezbiterij, oltarni prostor, da lahko obred posvečenja neovirano poteka.
Na slovesnost bodo povabljeni vsi slovenski škofje, škofje iz sosednjih in nekaterih drugih držav. Povabljeni bodo vsi duhovniki soboške škofije, seveda pa so vrata odprta tudi za duhovnike drugih škofij. Povabljeni bodo tudi predstavniki oziroma voditelji verskih skupnosti ter vsi pomurski župani in pomurski poslanci. Glavni posvečevalec novega škofa bo prejšnji soboški in sedanji koprski škof dr. Peter Štumpf. Soposvečevalcem pa bosta apostolski nunci na Nizozemskem, nadškof dr. Jean-Marie Špajh in mariborski nadškof metropolit magister Alojzij Cvikl. Slovesno pridigo bo imel celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Je povedal Simon Štihec in še dodal, da bodo pri slovesnosti peli združeni cerkveni pevski zbori pod vodstvom črenšovske zborovodkinje Katje Kovač. Ker na ozemlju škofije živijo tudi pripadniki drugih narodnosti, se bo slišala tudi beseda v madžarskem, romskem in hrvaškem jeziku. Predstavniki narodnosti bodo namreč izrekli prošnje ljudstva. Apostolski nunci Monsignor Luigi Bianco je obiskal novomeško škofijo in ob tej priložnosti upokojenemu novomeškemu škofu Andreju Glavanu izročil čestitko papeža Leona XIV. Ob 25-letnici škofovskega posvečenja. Novomeški škof Andrej Saje pa je nunciju predstavil škofijske sodelavce ter delovanje škofije. Ob zaključku mandata škofa evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji Leona Novaka se mu je predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, iskreno zahvalil za dolgoletno odprto, spoštljivo in prijateljsko sodelovanje. V pismu je poudaril skupne vrednote katoličanov in evangeličanov, ki prispevajo k večji edinosti in sožitju v slovenski družbi. Škof Saje je posebej izpostavil Novakovo vlogo pri razvoju ekumenskega dialoga ter njegovo javno podporo skupnim stališčem različnih verskih skupnosti, usmerjenim k blaginji prebivalcev. Za novega škofa pa je bil nedavno imenovan Aleksander Erniša. To je bilo tudi vse v tokratni oddaji. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Rok Mihevc, ki vas lepo pozdravljam do prihodnega tedna. Z Bogom! Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.